Spoštovane članice in člani Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, spoštovani vabljeni, enako tudi gledalke in gledalci preko TV zaslonov, lepo pozdravljeni. Ugotavljam, da je komisija sklepčna, prisotnih je trenutno 6 članov, zato dovolite, da pričnem 15. sejo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki sem je sklical na podlagi prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta. Da se današnje seje ne morete udeležiti, sta sporočila državni svetnik Jože Smole in državna svetnica Monika Ažman, ki jo nadomešča državni svetnik Jožef Školč, ki ga prav lepo pozdravljam med nami. Prihajamo na odločanje o dnevnem redu današnje seje. Sklicem seje 11. oktobra 2023 ste po elektronski pošti prejeli predlog dnevnega reda, ki se glasi: potrditev zapisnikov 13. in 14. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Druga točka, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2S, druga obravnava. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o štipendiranju ZŠITP-1D, skrajšen postopek. In četrta točka, razno. Ali želi tako predlaganem dnevnem redu kdo kaj dopolniti? Vidim, da ne. Prehajam na glasovanje glede dnevnega reda. Prisotnih je 6 članov komisije. Kdo je za? 6 za. Nihče proti. Ugotavljam, da je predlagani dnevni red 15. seje komisije z 6 glasovi za sprejet. S tem zaključujem odločanje o dnevnem redu. Prehajamo na obravnavo prve točke dnevnega reda, to je potrditev zapisnikov 13. in 14. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Predloge zapisnikov ste ravno tako prejeli s sklicem po elektronski pošti. K predlogom zapisnikov nisem prejel pisnih pripomb, zato predlagam, da preidem na odločanje o njuni potrditvi. Predlagam, da potrdimo kar oba skupaj. Kdo nasprotuje temu? Ne? Hvala. Prehajamo na glasovanje. Prisotnih je 6 članov komisije. Kdo je za potrditev obeh zapisnikov? 6 za, nihče proti. Ugotavljam, da sta predlagana zapisnika številka 13. in 14. redne seje s 6 glasovi za potrjena. Zaključujem obravnavo prve točke dnevnega reda in prihajamo na obravnavo druge točke dnevnega reda, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2S, druga obravnava EPA 861/9. Predlog zakona je v obravnavo Državnem zboru po rednem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. Povezavo do vsebine predlaganega zakona ste prejeli s sklicem današnje seje. Naknadno ste včeraj kot dodatno gradivo prejeli tudi mojo pobudo za predlog dvema predlogoma amandmajev, in sicer novi 21.a člen in k 23. členu predlogu zakona. Če mi dovolite še eno dodatno informacijo v uvodnem delu, Državni svet je v preteklem mandatu na 50. seji aprila 2022 na mojo pobudo podprl zakonodajno iniciativo predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju EPA 2690/8. Namen novele je bil odprava destimulativne ureditve in anomalij pri izračunu pokojninske osnove v primeru, ko je zavarovanec invalid, ki je v skladu z preostalo delozmožnostjo dela v krajšem delovnem času od polnega.
ker obenem za preostanek od polnega delovnega časa prejemal delno nadomestilo po 86. členu SPIZ-2. Trenutni način določitve pokojninske osnove v takih primerih namreč vodi do nižje pokojninske osnove kot v primeru, če bi se invalidom, ki delajo s polovičnim delovnim časom, pri odmeri pokojnine upoštevala redna razlika med plačo in polovičnim in plačo za polni delovni čas in na delno nadomestilo. Slednje se namreč odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa, in to od invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadla na dan nastanka invalidnosti. Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na redni seji 9.11.2022 predlogu zakona sicer ni izrazil podpore, je pa sprejel sklep, da pristojno ministrstvo poziva, da do konca preteklega leta pripravi predloge novele, s katerim se bo celovito naslovilo in odpravilo prej navedeno anomalijo. Del predloga zakona, ki je danes pred nami, tako ureja tudi to problematiko, o tem nam bo več povedalo tudi ministrstvo. Moj predlog amandmajev pa so bili dobronamerno pripravljeni ravno zato, da se bo področje res celovito uredilo in to pravično do vseh, ki so se znašli v primerljivem položaju. O tem sami vsebini amandmajev bom spregovoril v nadaljevanju seje. Za začetek pa seveda kot vedno prosim predstavnika predlagatelja, gospoda Danijela Kovača, vodje sektorja za pokojnine in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da predstavi vsebino predloga zakona. Gospod Danijel Kovač, izvolite. Hvala lepo za besedo. Spoštovane, spoštovani, pred vami je vladni predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V letošnjem letu in v prihodnjem letu je sicer na področju pokojninske in invalidske zakonodaje načrtovana priprava sistemskih rešitev, ki bodo omogočile, da bo pokojninski sistem še naprej pregleden, vzdržen, zaupanje vreden ter da bo zagotavljal primerne pokojnine. V okviru načrta za okrevanje in odpornost so bili sprejeti mejniki, v skladu s katerimi so morala biti izhodišča za pripravo predlogov sprememb pokojninske in invalidske zakonodaje pripravljene do konca junija leta 2023. Predlog nove zakonodaje pa bi naj bil po sprejetju na Vladi Republike Slovenije v Državnem zboru obravnavan do konca leta 2024. Kljub temu, da se na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja pripravljajo sistemske rešitve, so bile zaznane določene pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno odpraviti v čim krajšem času. Na tem mestu bi izpostavil zlasti vzpostavitev zakonske podlage za drugačen način izračuna pokojninske osnove pri upokojitvi za prejemnike delnih nadomestil po SPIZ-2 in delnih invalidskih pokojnin po SPIZ-1 za zavarovance, ki ostanejo vključeni v zavarovanje za krajši delovni čas od polnega. Kot je že bilo na začetku povedano, tukaj sledimo odboru za delo in sprejetemu sklepu na seji z 9. novembra 2022, kjer smo pripravili v skladu z navedenim sklepom spremembo zakona, s katero se potem delovnim invalidom, ki ostanejo vključeni v zavarovanje za krajši delovni čas, ker iz zdravstvenih razlogov niso sposobni upravljati dela s polnim delovnim časom ter za čas prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, pri upokojitvi spremeni model izračuna pokojninske osnove. Po sedanji ureditvi se namreč takšnim zavarovancem pri upokojitvi v pokojninsko osnovo upošteva plača oziroma zavarovalne osnove pri tistih, ki ne prejemajo plače, za krajši delovni čas in nadomestilo, ki je bilo že odmerjeno od pokojninske osnove. Vlada in ministrstvo vsekakor že sedaj želita spodbujati delovne invalide, da kljub svojim omejitvam čim dlje ostanejo na trgu delovne sile. Vemo, da so do sedaj bili taki zavarovanci v slabšem položaju, ko so se izpolnili pogoji za starostno ali invalidsko upokojitev. In da ne bi več prihajalo do tovrstnega prikrajšanja že tako ranljive skupine zavarovancev,
je potrebno sprejeti zakonske spremembe, na podlagi katerih se pri upokojitvi ne bi upoštevala več ta nadomestila za krajši delovni čas, ampak preračun na polni delovni čas. Namreč tukaj se predvideva, da se jim bo upošteval znesek v višini razlike med osnovo oziroma plačo, ki so jo prejemali za delo s krajšim delovnim časom od polnega, ter osnovo oziroma plačo, ki bi jo prejemali, če bi isto delo upravljali tudi s polnim delovnim časom. Kot drugo, za ZPIZ-2S v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ponovno vpeljujemo tudi institut zagotovljene vdovske pokojnine, ki bo predstavljal dodaten socialni element znotraj sistema in bo namenjen vdovam ali vdovcem, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine pravico do svoje predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. Njena višina bo enaka znesku zagotovljene pokojnine in se bo na to usklajevala enako, kakor se usklajuje tudi pokojnine. Z tem ukrepom želimo prav tako zmanjšati tveganje socialne izključenosti dela te skupine prebivalstva. Kot naslednje se s predlogom predvideva tudi vzpostavitev pravnih podlag za minimalno potrebno sistemsko proračunsko financiranje, vzdrževanje in posodabljanja mikrosimulacijskih modelov Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki so namenjene načrtovanju in oblikovanju politik na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, trga dela in socialnih transferjev. Vzpostavlja se pa tudi prilagoditev zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaradi sprememb predpisov na področju obračuna davčnih odtegljajev od plače in nadomestil plače in s tem ureditev prijav, ki jih FURS posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. S predlogom zakona se nadalje dopolnjujejo in spreminjajo tudi nekatere prilagoditve obstoječe zakonodaje ter pravne podlage za zagotavljanje in pridobivanje določenih podatkov od posamičnih organov, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije potrebuje za nemoteno izvajanje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Predlog zakona prinaša tudi pravne podlage za uskladitev določb ZPIZ-2 z novimi mednarodnimi računovodskimi standardi ter dodaten pogoj glede doseganja rezervacij za nedoseganje zajamčenega donosa na področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ostale večje in bolj zahtevne spremembe vsekakor želimo nasloviti ob sistemskih rešitvah, bi pa še tu povedal, da je 13. januarja 2023, se pravi letošnjega leta, s predlogom ZPIZ-2S bil seznanjen tudi Ekonomsko-socialni svet ter hkrati tudi ustanovil stalno pogajalsko skupino za pripravo nove pokojninske zakonodaje. Hvala za enkrat. Hvala lepa, gospod Kovač z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sedaj bom dal besedo tudi ostalim vabljenim, kot prvemu zagotovo generalnemu direktorju Marjanu Papežu z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bo hote ali ne hote moral te spremembe tudi upoštevati pri svojem delu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem prisotni. Ja, ko bo zakon sprejet, jasno potem izvajamo. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je izvajalec obveznega zavarovanja, tudi če se z kakšnimi določbami kdaj ne strinjamo, ampak to, da bi se vsak z vsemi, bi bilo malo čudno. Je pa dobro, da v samih postopkih, da se sliši tudi glas strokovnjakov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ne dvomim, da bojo te spremembe potem tudi v Državnem zboru sprejete, ampak vseeno je pa potrebno tudi pojasniti v zvezi z temi delnimi nadomestili in drugačnim upoštevanjem osnov potem pri izračunu pokojninske
osnove. 2003 je bilo uvedeno, da z ZPS-1, ki je začelo potem ta sprememba začela veljati 2003, da se nadomestilo za delo za skrajšanim delovnim časom, takrat delovno invalidsko nadomestilo, zdaj delovno nadomestilo, odmeri na podlagi invalidske pokojnine na dan nastanka invalidnosti. Se pravi, je pomembno, kakšna je bila osnova za izračun pokojninske, se pravi za izračun pokojninske osnove. Ja, v praksi je prišlo do tega, da so bila v povprečju nadomestila nižja kot v preteklosti, ko je nekdo, ki je bil do takrat invalid za skrajšanim delovnim časom, v bistvu ni bil finančno prikrajšan. Če je imel prej 100 enot, jih je imel potem, če je bil za 4 ure polovičen, 50 enot od delodajalca, 50 enot od zavoda. Po drugi strani pa je zdaj v večini primerov prihajalo, da je bilo rečemo 50 enot od delodajalca, če to primerjamo, pa je lahko dobil 400 enot potem od zavoda, 450, 350, odvisno kakšna je bila pokojninska osnova. In v bistvu bom rekel, ko je bil predstavitev invalidskega zavarovanja strani OECD in ko se je predstavnik, ne vem, se pravi, en od invalidov, ki je imel tak primer izpostavil, je bilo se je začel govoriti, da je to anomalija. Ampak anomalija v zakonu ni bila, ker je normalno bilo to določeno. To, kar je pa ta gospod takrat izpostavil, je pa po eni strani bila anomalija, ker on bi imel možnost pravico do prve kategorije invalidnosti in je na komisiji izrazil željo, da bi pa še naprej ostal v zavarovanju. To se včasih zgodi tudi pri onkoloških bolnikih, da bi bili še na trgu dela, in to so redki primeri, ki bi lahko dobili prvo kategorijo, pa se potem v bistvu ne upokojijo. V danem primeru, ker ni imel 24 let že zavarovanja, 24 let, ki bi se všteli za osnovo, bi pri njemu pomenilo nadaljne delo in to nadomestilo, ki je neugodnejše, da ko bi se kasneje upokojil, bi bila nižja pokojnina, odvisno koliko časa bi delal, kot pa je bila, če bi se takrat invalidsko upokojil. Se pravi, anomalija je v tistih primerih, se pravi, bomo rekli, če jih je 10 na leto. Ne? Potem se je pa razširilo, kot da je anomalija za vse, ki nimajo prve kategorije možnost, ampak da delajo naprej, in se je potem šlo v ta predlog, da se za vse preračuna, kot da bi delali polni delovni čas, in se v bistvu izniči pri izračunu pokojninske osnove pri upokojitvi podatki matične evidence, nadomestilo v višini, kot so ga prijeli. Prav to, jaz sem že kar nekaj časa na zavodu, pa ne vem, če zdaj se z enim členom posegli v podatke matične evidence nazaj, da je nekaj, kar se je zbiralo, da se reče, to ne velja, boste na drug način. Zato iz zavoda potem pravimo, da to dejansko ni v redu. Ne, če bi pravilno, če pogledamo, bi bilo, ja, od sprejetja zakona naprej, pa se začne v matično evidenco podatke vnašati na podlagi te spremembe. Sedaj se poskuša, da bi se ne poskuša, je predlog zakona že, da za te, ki bi se na novo upokojili, imamo celo amandma, kjer bi pa za vse nazaj, kot so upokojeni. Ne? Tako da, če pride do tega, jaz mislim, da potem nikakor ne bi smeli posegati v pravnomočne odločbe, ampak za tiste, ki bi se upokojili po zakonu. Zato je ta pogled, da strokovno ne stoji in da ni anomalija, ampak za določen manjši obseg pa je. Ne, pa zato je treba izpostaviti. Imamo pa še ta, se pravi, zagotovljena vdovska pokojnina. Ne, kaj bi kdo rekel, ne, zdaj papež ni za te spremembe parcialne, ravno zato sem pa morda celo jaz forsiral, da je prišla. Se moramo pa zavedati, da je od leta 1992 pa do 2011 smo imeli ta institut
malo drugače je rekel, ampak bom ta uporabljal, zagotovljene vdovske pokojnine v primeru, če sta imela oba zakonca pokojnino in je bila ta nižja od, bomo rekli, takrat je bil mejni znesek. To jih imamo zdaj nekje 4000 leta, se pravi jih 608 evrov je ta znesek. Zakaj je bilo ukinjeno? Ne vem. Ali pa vem, ker je takrat ena iz ministrstva nasproti mene sedela, ko sem rekel, ne sme ven, pa je ven vrgla, pa je črtala. Kaj je ta institut pomenil? To je bila predhodnica dela vdovske pokojnine, da se za vdovce, večinoma vdove, kjer oba prejemata pokojnino in pride, ko en umre, prideta res v slab gmotni položaj, kar vse študije tudi pokažejo, da ta skupina je najbolj ranljiva, da se jim zagotovi določen znesek. Evo, sem vesel, da je ta določba tukaj, ne, in mi je pa žal, da je takrat 2011 že ven šlo in da sem že od 2017 od Desusa do levih, desnih forsiral, da bi to not prišlo. Sem celo enkrat rekel, kot da nimajo dobrega donatorja, mogoče bi se mogel na državni svet obrniti, da bi predlagali. In sem vesel, da to not pride. Je pa, bom pa jaz to besedo pa uporabil, neka anomalija v tem členu, ne, ker ni pa namen, da pa če sta imela nizko pokojnino, da bi pa ta zagotovljena bila pa višja, kot so bile prejšnje dve skupaj. Ne, to je tudi obravnaval svet zavoda, ki je sprejel sklep, da je potrebno tudi upoštevati sorazmernost in da bi potem skupna pokojnina lahko znašala kot lastna plus cela vdovska pokojnina. Ne, in jasno, potem pa ostali pa do 688. Pa še ena anomalija je. Za tiste, ki so delali v tujini, ne, ali en drug, da ima še kakšen prejemek iz tujine, po sedanji dikciji se ne upoštevajo te prejemki. Kar se lahko zgodi, da bi nekdo dobil sorazmerni del ali pa celo, odvisno kateri bi bil v tej vlogi, iz tujine pa bi mogoče dobil še 500, 600, 700 evrov. Zato predlagamo, tako kot je tudi izkušnja dobra iz letnega dodatka, ki smo ga uvedli pred 5 leti ali 6, da se pri tem upoštevajo tudi prejemki iz tujine. In ko se sešteje in če ta znesek presega 688, kot je v dani situaciji, potem bo novembra bo že več, ne pridobi. Če pa ne presega, pa potem ta sorazmerni del. Tukaj je to potrebno dejansko, upam, da bo tudi prišlo strani vladne do teh amandmajev, da ne bo tega nesorazmerja, ker tudi ko je bil predlog, so se ravno pojasnili, da ni isto, če sta imela 2 po 30 let dobe ali pa 15 pa 30 ali pa 2 po 15, mora biti tudi ena razlika. Še enkrat pa pravim, sem pa vesel, da je do tega prišlo. Nekje do največ 10 000 bo teh, ki bojo skupaj s tistimi 4 000, ki se jim bo tudi dvignili, to dobivali, pa ne pričakujem, da bo tega čedalje več, ker se moramo zavedati, da tudi ženske, ki se sedaj upokojujejo, je njihova pokojnina večja kot v preteklosti in se bo to število zniževalo in bojo jasno potem te ženske prišle v poštev ta del vdovske pokojnine. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu Marjanu Papežu za zelo nazorno predstavitev. Z nami so tudi predstavniki Zveze društev upokojencev, gospod Stanko Kranvogel in pa Nežka Ivanetič. 10 minut imasta na voljo, sama pa določita, kdo bo govoril. Izvolite. Dober dan želim. Hvala lepa za besedo in lepo pozdravljeni vsi. Pravzaprav je že odločeno, da moram jaz poročati. Kolikor toliko zakonodajo iz pokojninskega invalidskega zavarovanja poznam in pojasnim, da smo na Zveze društev upokojencev
obravnavali predlog, da se delovnim invalidom, ki imajo pravico do dela s skrajšanim delovnim časom in z pravnomočno odločbo prejemajo ustrezna nadomestila, za izračun pokojninske osnove šteje tako, kakor da bi delali poln delovni čas, da se preračuna. Gospod Papež je podrobno obrazložil, kako sedaj poteka izračun pokojninske osnove za invalide, da od leta 2003 je ta izračun za invalide bolj neugoden, kot je bilo preteklih 20 let, ker prej je invalid prejemal pol pokojnine, pol delne pokojnine, pol plače, za izračun se je štelo, kot da bi delal poln delovni čas. Zakon od leta 2014 dalje pa določal, da se za te delovne invalide najprej izračuna osnova, od katere se izračuna invalidska pokojnina, in iz ZPIZ-a je prejemal samo to nadomestilo, torej zmanjšano za procent, kakor za izračun invalidske pokojnine. Seveda s tem so bili delovni invalidi dvakrat prikrajšani. Prvič zato, ker so prejemali nižjo nadomestilo, kakor v preteklosti invalidi, in potem, ko so šli pa v pokoj, pa zopet za izračun pokojninske osnove. Torej, na ZDUS-u se popolnoma strinjamo s tako spremembo. Strinjamo se pa tudi z predlogom, da se na novo odmeri vsem delovnim invalidom, ki so bili upokojeni v preteklosti, delovni invalidi druge ali tretje kategorije, ki so imeli pravice do dela s skrajšanim časom, in na podlagi nadomestil se je v pokojninsko osnovo računali na tak način, da so zdaj prikrajšani. Torej, mi posebej nismo sicer obravnavali amandmaja, ki ste ga predlagal, vendar pa na Komisiji za pokojninske in invalidske zadeve smo že bili mnenja, da se naj ta izračun upošteva za vse upokojence, ki so delali s skrajšanim delovnim časom. S tem seveda na ZPIZ-u ne bojo najbolj zadovoljni, ker je dodatnega velikega dela, ampak smatramo, da nekateri invalidi, ki so bili bolj skromni, ne smejo biti prikrajšani. Glede vdovskih pokojnin, že večkrat, skoraj od leta 2017, smo to tematiko na ZDUS-u obravnavali in bom rekla tudi na DESUS-u, in predlagali, da se uvede ponovno zagotovljena vdovska pokojnina na podoben način, podoben, kot smo imeli od leta 1992 do 2011. In smo zdaj praktično veseli, da je do tega prišlo, ker vemo, da vdove so najbolj prizadeta kategorije. Ponavadi so imele nizko pokojnino, ker so delale na delovnih mestih, ki je bilo slabo plačano, in ko so izgubile soproga, so bili zelo prikrajšani. Torej, mi na ZDUS-u zelo podpiramo to ponovno uvedbo zagotovljene vdovske pokojnine. To se pravi, da naj bi pokojnina znašala za tiste primere, kjer sta imela oba dva zakonca pravico do pokojnine, tako bodisi do invalidske, starostne, delne pokojnine, imeli pravico do zagarantirane pokojnine, to je do zneska, kot znaša minimalna pokojnina za dobo 40 let moškega. Ostale problematike, to ste matično evidenco, pa
CRP, centralne registre prebivalstva, pa prijave, odjave, smo seveda tudi obravnavali, prijave, odjave zavarovanja, vendar pa to mislim, da je nujno potrebno, ta sprememba zakona, da delo normalno poteka in zato kakšnih posebnih komentarjev nimamo. Smo imeli pa en komentar, da bi lahko da naj bi sprejetjem tega zakona počakali do nove pokojninske zakonodaje. Ampak glede na to, da je vprašanje, kdaj bo, in do takrat bojo invalidi še prikrajšani in pa tudi vdove, da bo precej časa preteklo, še nekako po sili strinjamo s tem predlogom. Drugače smo pa mnenja, da je preveč parcialno se sprejemajo te pokojninske odločbe. Hvala, gospa Ivanetic, za stališče Zveze društev upokojencev Slovenije. Zagotovo tega področja se dotika, predvsem kar je na področju invalidskega varstva, tudi Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Z nami je magistra Mojca Vavpotič. Izvolite. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo, gospod predsednik. Nacionalni svet invalidskih organizacij absolutno podpira predlog amandmaja, predvsem iz dveh razlogov. Prvi razlog je tak, ki je tudi naveden v samem amandmaju, da bo to spodbudilo vse invalide, da dalj časa ostajajo na trgu dela, kar je tudi njihova želja. Drugi pa je seveda, da bodo vsi enako obravnavani v primerljivem položaju. Bi pa želela ob tem še dodati, da seveda v prihodnosti pričakujemo povabilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k sodelovanju v delovni skupini, ki je sicer že bila ustanovljena in katere smo se tudi udeležili na obeh sestankih, ker se ta termin zdaj že malo prelaga, tako upamo, da bo to čim prej. Hvala lepa. Hvala lepa za stališče Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Z nami je pa tudi magistra Mateja Toman, predsednica Sveta za invalide Republike Slovenije. Izvolite. Hvala predsedujočemu za besedo. Pozdravljamo se člani komisije in ostale goste. Seveda tudi na Svetu za invalide Republike Slovenije podpiramo predlagani amandma, kot smo tudi podprli prejšnjega, v smislu, da se ne spremeni način obračuna osnove pokojnine za vse zavarovance, ki delajo s skrajšanim delovnim časom zaradi invalidnosti. Podobno kot je bilo že omenjeno, seveda vidimo vsaj dva razloga za to. Eden je v tem, da se invalidi, tudi tisti, ki so delovno aktivni, pogosto soočajo z nižjimi dohodki, kot sicer velja za povprečno populacijo, in to se potem še dodatno izraža po upokojitvi. Takšen način obračuna osnove, kot je bil doslej, torej da se upošteva delno nadomestilo, ki na dolgi rok zmanjšuje potem odmero pokojnine, seveda ni bil ustrezen način, zato smo vsekakor se strinjali s tem, da se to popravi, pa tudi s tem amandmajem, ki uredi ta položaj tudi za tiste, ki so po vmesnem času že bili upokojeni s tem manj ugodnim izračunom. Drug razlog je pa seveda tudi ta, ki je bil pa tudi že omenjen, spodbujanje invalidov, da ostanejo delovno aktivni čim dlje, dokler jim to seveda zdravstveno stanje oziroma invalidnost to omogoča. Skratka, podpiramo in seveda se pridružujemo temu, da bomo z veseljem sodelovali tudi pri pripravi nove pokojninske reforme, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s ciljem, da bo ta urejena celovito, da v bodoče ne bomo potem na vsakih nekaj let imeli teh parcialnih rešitev, ki si jih seveda potem nihče ne želi, ker vedno povzročajo tem določena odstopanja od sistema. Hvala. Hvala lepa tudi za stališče Sveta za invalide Republike Slovenije. Če mi sedaj dovolite, bi tudi sam predstavil vsebino predlaganih teh dveh amandmajev k 21a člen in k 23. členu predloga zakona. Res je, da je Zavod pokojninskega in invalidskega zavarovanja sestavljen z pokojninskega in tudi invalidskega dela.
Iz zgodovine vemo, da se je na pokojninskem delu veliko dogajalo, spreminjalo, prilagajalo, na invalidskem delu je bila pa zatišja in ravno zaradi tega je mogoče, da se popravi. V preteklih 3-4 letih bilo kar nekaj intervencij in pa takole z raznimi novelami poseg v pokojninsko in invalidsko zavarovanje v sam ZPIZ-2. In to vse z željo, da se določene stvari in pa tudi, ne bom uporabil zdaj te anomalije, ne, ampak da se določene stvari popravijo tudi v korist tistih, ki pač vedno niso najbolj glasni. Tudi zaradi tega nenavdušenja s strani ZDUS-a razumem, ampak glejte, pokojninski invalidski del je pokojninski se vedno usklajeval, popravljal, redefiniral, na invalidskem delu pa ne, zato je mogoče prav, da preden se celotna zakonodaja sprejme v prihodnjem letu, kot je bilo razumeti, da se ta del parcialno reši, da ne dajemo nekega negativnega signala tistim invalidom, ki so še zdaj upokojeni, ki še zdaj delajo, da ne hitijo v invalidsko pokojnino in naj bodo na trgu čim dlje časa. Zato jaz tudi na podlagi 66. člena Poslovnika Državnega sveta predlagam, da se za novi 21. člen vključi zahtevo za ponovno odmero pokojnine, in to z namenom, da uživalec pokojnine, ki je kot delovni invalid imel pravico do dela s skrajšanim delovnim časom od polnega, lahko vloži zahtevo za ponovno odmero dohodnine. In drugi odstavek, uživalcu pokojnine iz prejšnjega odstavka, ki vloži zahtevo za ponovno odmero pokojnine v 6 mesecih od začetka uporabe spremenjene druge alineje prvega odstavka iz novega 5. odstavka 32. člena pripada novo odmerjena pokojnina od začetka uporabe teh določb. Če zahtevo vloži po poteku 6 mesecev od začetka uporabe prej navedenih določb, mu novo odmerjena pokojnina pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. Verjamem, da tudi na ZPIZ-u ne bi bili prav navdušeni, ampak kajti retro je vedno sporno, ampak stvari je potrebno urediti, ko se že ureja, in potem tudi v sistemski zakonodaji, ki smo slišali, da se pripravlja, se te stvari ne pozabi upoštevati v takem obsegu. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju skratka spreminja način določanja pokojninske osnove, skladko, s katero se bo odpravilo dvojno obdelavo, dvojno znižanje, do katerega prihaja ob upokojitvi zavarovanca s priznano kategorijo invalidnosti in pravico do dela s skrajšanim delovnim časom od polnega, ki je poleg plače prejemal tudi delno nadomestilo ali delno invalidsko pokojnino. Slednje se odraža v prikrajšanosti v dohodku po upokojitvi, ki izhaja iz načina določitve višine delnega nadomestila oziroma delne invalidske pokojnine in iz načina upoštevanja tega prejemka pri določanju pokojninske osnove pri upokojitvi. V izogib prikrajšanosti delovnih invalidov, ki so že tako ranljiva skupina, se po novem ob upokojitvi pri določitvi pokojninske osnove ne bo več upoštevala nadomestila za krajši delovni čas oziroma dela invalidske pokojnine, temveč se bo prejeta sorazmerna plača preračunala na polni delovni čas. To bo spodbudilo invalide, da dlje časa vztrajajo na trgu dela oziroma ga ne zapuščajo, saj delovna aktivnost ne bo več negativno vplivala na višino njihove pokojnine.
Skratka, jaz predlagam, da ta amandma potem tudi pripravljalci na ministrstvu še preučite in pa seveda kot vaš amandma vlade tudi na odbor za delo podprete. In pa seveda 23. člen, ki se v 23. členu se doda nov drugi odstavek, ki pa se glasi: postopki, ki do začetka uporabe spremenjene druge alineje prvega odstavka in novega 5. odstavka 32. člena niso končani, se nadaljuje in dokončajo po določbah tega zakona. Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. Še kratka obrazložitev. Pri tem ta omenjeni predlog zakona ne ureja položaj oseb, ki so že vložili zahtevo za odmero pokojnine, pa o tej pred začetkom uporabe spremenjene druge alineje prvega odstavka zakona še ni bilo dokončno določeno. Zato se predlaga dopolnitev 23. člena predlog zakona tako, da se uredi tudi vprašanje, kako bo sprememba zakona vplivala na postopke, v katerih pred začetkom uporabe spremenjene druge alineje prvega odstavka in novega 5. 32. člena zakona še ni bilo določeno. Skratka, predlaga se, da se v teh postopkih o zahtevi za odmero pokojnine odloči skladno z novo ureditvijo, s čimer bo zagotovljeno, da bodo enako obravnavani vsi zavarovanci o pravicah, kateri se bo odločalo po začetku uporabe spremenjene druge alineje prvega odstavka in novega 5. odstavka 32. člena. Te dva amandmaja sta v soglasju tudi z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij in Svetom za invalide Republike Slovenije. Skratka, kolegice in kolegi, vas naprošam za podporo teh dveh amandmajev, seveda pa tudi potem Ministrstvo za delo, ki bo pripravljalo še končno verzijo do sprejema na odboru za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti in invalide v Državnem zboru, da kot amandma vloži. Kajti le tako bo zagotovljeno ta predlog in seveda v dobro tistih državljanov, ki pač nimajo tako glasnega glasu, da bi to slišali. Zato smo tukaj tudi predstavniki, ki jih zastopamo. Zdaj pa sam svoj del zaključujem, spoštovane kolegice in kolegi, odpiram razpravo. Pri tem zakonu ima kdo kakšno željo po razpravi? Kolegica Jasmina Opec-Voroš, izvolite. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Lepo pozdravljeni v mojem imenu. Zdaj, zagotovo nam je vsem znano, da se nahajamo v primežu nekih izrazitih demografskih sprememb, da se nam prebivalstvo hitro stara, kar potem povzroča tudi izzive bistveno na vseh družbenih področjih, kar povzroča tudi pritisk na pokojninsko, zdravstveno blagajno, na sisteme socialne zaščite. Povečuje se nam delež starejših, pada nam delovno aktivnega prebivalstva. Vse to vemo že nekaj let, mogoče sem, da smo kot država premalo aktivni pri reševanju teh vprašanj. Že Umar je v svoji analizi leta 2016, ki jo je naredil v okviru demografskih sprememb in vpliv teh sprememb na posledice, ugotovil, da Slovenija oziroma da prebivalci Slovenije zelo kratek čas ostajamo na trgu dela, da pozno pridemo na trg dela in da zelo zgodaj z trga dela odidemo. Zagotovo je to zato veliko razlogov, posledično pa je potem tudi veliko različnih ukrepov, ki je potrebno sprejeti, da dlje časa ostajamo na trgu dela. Zagotovo je eden izmed razlogov bil tudi ta, da naša zakonodaja ni ravno stimulativna pri zagotavljanju oziroma pri ohranjanju delavcev na trgu dela, tudi ko enkrat dosežejo pogoje, da se lahko upokojijo. In če je ta naš današnji predlog, ta predlog, ki se trenutno nahaja v zakonodaji, eden izmed teh ukrepov, je zagotovo vreden vsakršne podpore. Drugo, kar je značilno v okviru naših demografskih sprememb, je to, da se v bistvu povečuje tudi revščina med starejšim prebivalstvom. Številne analize nam kažejo, da se ta revščina med starejšimi povečuje res najbolj
izrazito so temu podvržene starejše ženske, ki živijo same. Že leta smo si prizadevali tudi v obliki nevladnega sektorja, v različnih aktivnostih, da se položaj teh žensk dejansko izboljšuje. In zato jaz zelo podpiram ta institut ponovne uvedbe vdovske pokojnine, da se izboljša socialni položaj res najbolj kritične, bi jaz rekla, skupine prebivalcev, to so starejše ženske. Tudi jaz bi si želela, da bi mogoče to prišlo v nekem sistemskem zakonu, ampak boljše to, kot pa da sploh nič od tega ne bo prišlo. Tako da jaz ta zakon podpiram, ker mislim, da vsebuje nekatere dobre rešitve, ki res naslavljajo tiste zelo kritične stvari, ki jih imamo v naši družbi. Hvala lepa. Hvala. Državni svetnici Jasmini podporo za razpravo. Še kdo želi kaj na tem delu dodati? Kolega Jožef Školč, izvolite. Jaz imam v bistvu bolj eno vprašanje kot razpravo, in sicer na te vsebine, ki jih odpirajo tvoji amandmaji. Jaz seveda razumem in se mi zdi smiselno, da se išče rešitev, da se tistim, ki jim je težko na različne načine pomaga. Sprašujem pa v bistvu, če pri tem institutu ponovne odmere pokojnine, če ste razmišljali tudi o tem, da so tudi druge skupine upokojencev, ki so nezadovoljne z svojo odmero, glede na to, da se pač stvari iz leta v leto spreminjajo in so različne odmerne stopnje. In so potem seveda leta, v katerih se recimo v navednicah splača upokojiti, in leta, v katerih se ni splačalo upokojiti. Zdaj, če mi odpiramo te stvari za nazaj, seveda se moramo zavedati, da verjetno nudimo možnost, da bodo tudi tisti, ki bi imeli v danem trenutku boljšo odmero, bodo lahko na osnovi tega zahtevali tudi oni ponovno odmero. Kaj to potem pomeni za cel sistem? Ali se pač ta pravica do ponovne odmere veže samo na eno skupino, ali je to mogoče, ali se lahko potem pojavijo tudi drugi in to zahtevajo, ali pa, ne vem, zdaj seveda obstaja zelo preprost odgovor, da se vsakeč, ko se to spremeni na novo, odmeri vsem, ne. Mislim, to se sliši preprosto, ampak ne vem pa, če mislim, da ni izvedljivo, no, da ne bom rekel, da ne vem, če je izvedljivo, da ne bo izgledalo, da se preveč sprenevedam, ne, ampak eno tako vprašanje, to se mi zdi zelo bistveno vprašanje, ali bo vsak, ki misli, da bi bil v tem trenutku upokojen pod boljšimi pogoji, upravičen do tega, da zahteva ponovno odmero. Hvala lepa tudi za to vprašanje. Zagotovo bo skušal tudi delno odgovoriti predstavnik ministrstva, gospod Kovač. Sam samo toliko lahko povem, da kar sem že prej v začetku dejal, da na pokojninskem delu se je to velikokrat usklajevalo ta leta, ona leta, na invalidskem delu pa do tega žal ni prihajalo. Zato je ta predlog prišel, da preden gre na sistemski del, da se to odpre in da se tudi na invalidskem delu enako ravna. Zdaj ima še kdo od kolegic? Ja, izvoli, Elena Zavadlav. Hvala za besedo, predsedujoči. Jaz bi sicer vse, kar je bilo prej povedano, pohvalila in se strinjala tudi s predlaganimi amandmaji. Imela bi pa vprašanje, kjer mogoče, saj mislim, da se nismo dotaknili teh dveh točk, in bi prosila za malo bolj podrobno razlago. Upoštevanje zavarovalne dobe samo v primeru, da so prispevki plačani,
in plačilo prispevkov od dohodkov doseženih na podlagi drugega pravnega razmerja. Zdaj, mogoče bi pri tem plačilu prispevkov od dohodkov doseženih na podlagi drugega pravnega razmerja izkoristila tudi za podvprašanje, in sicer večkrat smo strani tistih, ki si zraven redne zaposlitve, iz katere tudi plačujejo potem prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, imajo na primer še neko dodatno pogodbeno razmerje ali pa popoldanske samostojne podjetnike, in tam vemo tudi, da plačujejo prispevke, pa se te prispevke potem v pokojninsko dobo ne obračunavajo oziroma se jim pri pokojnini ne upošteva. Ali ste mogoče razmišljali, da bi tudi glede z vidika stimulacije, da bi dejansko s tem se tudi stimuliralo, da bi se te prispevke upoštevalo tudi v pokojninsko dobo? Hvala. Hvala. Eleni Zavadlav-Ušaj tudi za njeno razpravo. Ima kdo od članic še kakšno? Vkolikor ne, zaključujem razpravo in na koncu dajem besedo gospodu Danijelu Kovaču z Ministrstva za delo, ki bo skušal na pomisleke in vprašanja odgovoriti. Izvolite. Hvala lepo za besedo. Če bom šel od zadnje državne svetnice, ki je izpostavila drugo pravno razmerje, vsekakor želimo o tem razmisliti. Nastavek glede tega, kar ste vi izpostavili, je že tudi bil v ideji, da vsako delo šteje, da bi se pač polno uveljavilo to načelo, ampak mislim, da je pomembno, da se teh vsebin, ki so širše od tega, kar imamo danes na mizi, lotimo v okviru širšega dialoga in priprave sistemskih sprememb, ki bodo itak mogle biti sprejete do konca leta 2024. To, kar je pa predvideno zdaj v predlogu, je že pa v bistvu samo dopolnitev pri tem členu iste vsebine, kar je že pri drugih kasnejših členih navedeno. Tako da imamo pa tudi to v mislih, kar ste vi izpostavili. Glede samega amandmaja, tudi glede tega, kar je bilo z vajine strani izpostavljeno, bi pa rad povedal, da imamo tukaj resne ustavno-pravne pomisleke. Tukaj ne gre za zavarovance pri tem amandmaju, ampak za že upokojene osebe, ki so jim bile izdane pravnomočne odločbe. Če povem, kaj bi bila najboljša rešitev, jo je že izpostavil generalni direktor SPIZ-a glede teh vsebin. V tem predlogu vseeno menimo, da delamo nepopolno retroaktivnost za 20 let nazaj. S tem, da upoštevamo od leta 2003 naprej drugačne podatke, kot bi jih sicer na podlagi matične evidence. In v bistvu to bi še nekako lahko sprejeli in tolerirali. Vsakršen drug poseg, ki pa pač opravičuje povratno veljavo zakona, pa tukaj v tem amandmaju v bistvu ne vidimo. To smo tudi v javni obravnavi odgovarjali Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij Slovenije. In tukaj še zmeraj smo na istem stališču, da pač imamo res tukaj ustavno-pravne pomisleke, ki odpirajo tudi možnosti za morebitne upoštevanja različnih višin pri drugih institutih in možnosti za posameznike, ki so že upokojeni, da bi prišli do podobnih situacij, ko bomo spet odpirali SPIZ-2 ali pa pač kakršenkoli naslednji zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vsekakor si pa želimo, tako kot sem že tudi v začetku povedal, za te najranljivejše kategorije, ki smo jih trenutno zaznali, že pred sistemsko spremembo narediti korak naprej. Toliko za danes. Hvala lepa.
Bom naredil izjemo, ker izvolite. Mogoče določena pojasnila, kaj je bilo rečeno o dobi, ne, pa to, kaj je bilo rečeno, vsako delo šteje. To je pomenilo že takrat leta 2010, da bi vsako delo šteje, da bi se celi prispevki od avtorskih, podjemnih pogodb in drugega dela štelo. Ampak potem se je ugotovil, da če bi to šlo tistim, ki bi plačevali prispevke, pa ob tem, da bi razmerje med najnižjo in najvišjo ostalo 1:4, ne bi imeli nič od tega. In potem se je uveljavljalo 8,85, razen tisti, ki nimajo dobe, morajo celotne prispevke plačati, da so zavarovani. Se pravi, če bi v to šli, bi tudi mogli razmerje med najvišjo in najnižjo povečati. Ampak ne gre za dobo, razen tisti, ki niso vključeni v zavarovanje, ampak da bi se osnova povečala. Gospod Školč je omenil tisto, pa bom zdaj izkoristil še to priložnost, ali je sredi leta se boljše upokojiti ali ne, ali kdaj. Konec leta je tisto pomembno, ne, pa kdor nas posluša, ali pa tudi če vi koga poznate, za konec leta ali pa začetek naslednjega leta je že jasno, da se je boljše upokojiti za oba spola naslednje leto, se pravi, tako da je to pomembno, pa da smo že to povedali. Tako ko je pa že gospod Kovač rekel, v zvezi s to retroaktivnostjo, se strinjam, kar je navedel, da se na invalidskem področju ni spremenilo, ne drži. A ravno pri nadomestilih se je spremenilo, pa ni šlo v preračun nadomestil, tako da bi, kot je bilo rečeno, se marsikatera kategorija zavarovancev, upokojencev lahko spomnila, pa bi rekla, zdaj pa dajte še nam preračunati. Zakoni se pa spreminjajo ne zato, da bi potem za vse za nazaj povzeli, ampak da se sledi potem spremembam vzdržnosti sistema, dostojne pokojnine. Hvala lepa še za to dodatno pojasnilo. Seveda ta amandmaja sta namenjena ravno zaradi tega, ker je še dovolj časa, da tiste bistvene stvari, ki se včasih lahko tudi spregledajo, da ocenite ponovno pri pripravljavci na ministrstvu in da pridete z amandmajem nasproti na odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v državnem zboru. S tem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepov. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide podpira predlagane amandmaje za novi 21.a člen in k 23. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter poziva kvalificirane predlagatelje amandmajev, da je v nadaljevanju zakonodajnega postopka proučijo in kot lastno predložijo obravnavo na sprejem matičnemu odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In pa drugi sklep, Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju podpira. Bi kdo želel o predlaganih sklepih razpravljati? Kolikor ne, prehajamo na glasovanje o prvem predlogu sklepa, ki se nanaša na predlagana amandmaja. Bi kdo želel razpravljati o tem? Ne. Kdo podpira predlagana amandmaja? Tukaj nas je 8, pardon. Kdo je za? 7 za, kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da sta amandmaja sprejeta s 7 glasovi za in nobenim proti. Na glasovanje dajem drugi predlog sklepa, da Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2S, druga obravnava, podpira. Bi kdo želel razpravljati o tem sklepu? Vidim, da ne. Kdo je za? 8.
prisotnih 8 za, nihče proti. Ugotavljam, da je bil tudi ta sklep sprejet. Razpravo in sprejeta sklepa bomo upoštevali pri pripravi našega mnenja k predlogu zakona, ki ga bomo posredovali Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bo na to temo zasedal 7. novembra ob 14. uri. Določiti moramo še poročevalca naše komisije. Predlagam, da sem to sam. Ima mogoče kdo kakšno željo? Vidim, da ne. Hvala. S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda. Vabljenim k tej točki dnevnega reda se lepo zahvaljujem za udeležbo in pa zelo nazorne predstavitve. Vam želim lep dan še naprej. Zdaj pa prehajamo k 3. točki dnevnega reda. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o štipendiranju, skrajšen postopek EPA 780/9 in to je novo besedilo. Predlog zakona v novem besedilu je obravnaval Državnemu zboru po rednem postopku predložila skupina poslank in poslancev z gospodom Mihom Kordišem, ki ga prav lepo pozdravljam. Za vsebino predloga zakona ste lahko seznanili se preko spletne strani Državnega zbora, ki sem vam jo posredoval s sklicem seje. Včeraj ste kot dodatno gradivo prejeli tudi pobudo državnega svetnika Draga Žure za sprejem predloga amandmaja k 13. členu predloga zakona. V nadaljevanju seje seveda mu bom dal besedo, da vsebino amandmaja dodatno pojasni. Za uvod pa mi samo dovolite, da vas spomnim, da smo to tematiko predloga zakona obravnavali že kar nekajkrat na naši komisiji, nazadnje konec avgusta. Vedno smo podprli te rešitve, saj se zavedamo tudi predvsem eksistence naših dijakov in študentov. Takrat je že na zadnji seji poslanec gospod Kordiš napovedal, da bodo vložili novo različico besedila v zakonodajno proceduro. Vse je napisano tudi v takratnem mnenju k osnovni različici. Iz nove različice pa možno razbrati, da ni bil takrat upoštevan naš predlog amandmaja državnega svetnika Draga Žure, ki je že takrat predlagal podobno dopolnitev predloga zakona kot danes in da je bil upoštevan predlog zakona Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki se je opredelila do osnovne različice predloga zakona. Predlog amandmaja zainteresirane komisije se je nanašal na opredelitev interesnih tekmovanj, ki dosegajo standard kakovosti, primerljiv s selekcijami, pri katerih se dosežki učencev in dijakov na takšnih tekmovanjih uvrščajo med izjemne dosežke. Zdaj se torej tudi na tem področju ureja s predloženo novelo, kaj več o tem pa bo seveda nam povedal predstavnik predlagatelja, poslanec gospod Miha Kordiš, kateremu tudi predajem besedo. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Bom zelo kratek, glede na to, da je jedrna vsebina zakona vam že poznana. Obravnavali smo jo mesec oziroma 2 nazaj. Ampak je tokratni cikl institucionalnega popotovanja prenove zakona o štipendiranju naletel na takšne in drugačne postopkovne zadržke, zato se je zavlekel dlje, kot bi bilo sicer potrebno, vključno s tem, da smo tekom zadnje obravnave zamenjali besedilo zakona, ki je zdaj ugledalo neko končno različico. Vsebina, kot rečeno, nabor ukrepov, ki je v tem zakonu, ostaja v jedru tak, kakršen je bil. Pobuda, povod za spremembo tega zakona je možnost izenačitve prejemanja tako Zoisovih štipendij kot tudi državnih štipendij. V tem trenutku po obstoječi ureditvi ti namreč lahko prejemaš zgolj eno izmed teh 2 štipendij, ne pa obeh skupaj, ne glede na to, če bi jih morda potreboval oziroma če bi si jih zaslužil.
Potem je šla pa zadeva naprej, odprlo se je vprašanje tudi višine teh štipendij, vprašanje usklajenosti te višine štipendij glede na preostalo zakonodajo. Tudi ta vsebina je bila na to absorbirana v zakon, da ne bi slučajno prišlo do neupravičenega znižanja štipendij. Tekom pogovorov med Ministrstvom za delo in Ministrstvom za izobraževanje pa je določen zatik se pokazal tudi pri upravljanju z Ad futura kosom štipendij, zato smo v zakonodajo vključili tudi ta del. Tako da, različica, ki je v tem trenutku obravnavi, v osnovi bistveno presega originalno intenco nas kot predlagateljev tega zakona, ampak v pozitivnem smislu. Več sredstev, boljši management sredstev za te štipendije in tako naprej. In glede na to, da smo že šli čez en krog obravnave na Državni svet in je bila tam že podana pobuda po primernejšem upoštevanju in primernejšem preračunavanju posebnih dosežkov v sistemu odmerjanja štipendij, smo tekom postopka menjave besedila zakona vključili tudi ta vsebinski del. Hvala. Hvala lepa, gospod poslanec Miha Kordiš. Seveda k tej točki je vabljeno tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve kot resorno. Sprašujem predstavnico gospod Katjo Pungarčar, vodjo sektorja za učenje. Izvolite. Hvala za besedo. Mi zakon oziroma predlog zakona podpiramo in se z njim tudi strinjamo, tako da, kot je že gospod poslanec omenil, so v bistvu noter zajete zdaj tudi določene pomisleke, ki smo jih imeli, so se zdaj uredili, tako da se v bistvu s predlogom samim strinjamo. Zdaj pa lahko samo še podam par mnenj, kar se amandmaja tiče. Amandmaja pa nažalost ne moramo podpreti. Smo z zunanjim izvajalcem dejansko skomunicirali, koliko časa bi potrebovali za nadgradnjo tega sistema, ker ne gre za enostaven poseg v sam sistem. Tako da s 1.3. nažalost, dokler pač novela ne bo potrjena, mi ne moramo izvesti same nadgradnje sistema. Tako da se pač s tem ne strinjamo. Poleg tega se nam je pa pojavilo tudi drugo vprašanje, in sicer enake obravnave. Zoisovi štipendisti bi lahko zaprosili še za državno štipendijo, medtem ko državni štipendisti so se v tem šolskem letu Zoisovi štipendiji že morali pač odpovedati. Tako da tukaj imamo tudi dejansko pomisleke, kar se izvajanja tega zakona tiče s 1.3. dalje 2024. Hvala. Hvala gospe Kaji Pungarčar, ki se je predstavila stališče vlade oziroma pristojnega ministrstva. Zdaj bom dal besedo tudi ostalim vabljenim, kot prvemu zagotovo Javnemu štipendijskemu razvojno-invalidskim preživninski sklad Republike Slovenije. Se opravičujem. Z nami je direktorica gospa Barbara Ledler in Maja Gašparovič. Izvolite, gospa Ledler. Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo, pozdravljeni vsi prisotni. Tudi sklad podpira predlog zakona, tako združljivost obeh vrst štipendij, kakor tudi prenos Ad future na ministrstvo, ki vsebinsko pokriva, oziroma ministrstvi, ki vsebinsko podpirata izobraževanje. Vendarle pa še enkrat potrebno je zagotoviti zadosten čas, finančne sredstva pa ustrezno informacijsko tehnologijo, ki bo vse to omogočila. Hvala. Hvala, gospa Leder, in opravičilo, ker sem vas prej preimenoval. Z nami so tudi študentske organizacije Amadeja Mlinar. Izvolite. Ja, najlepša hvala za besedo. Kot že večkrat povedano, tudi na Študentski organizaciji Slovenije seveda podpiramo idejo zakona oziroma spremembe zakona in bi se v bistvu razveselili tudi tega, da bi se v bistvu pozdravilo to spremembo oziroma predlog amandmaja, ki ga je podal gospod Drago Žura, ki bi v bistvu omogočil, da se državna in pa Zoisova štipendija začneta skupaj prejemati že z mesecem marcem, vkolikor bi bilo to možno. Hvala. Hvala lepa za vaše stališče. Potem iz Mladinskega sveta je z nami Nadja Emeršič. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Torej, Mladinski svet Slovenije izraža svojo podporo predlaganim spremembam
zakona o štipendiranju. Nekako z optimizmom gledamo na predlagane spremembe, ker menimo, da so usmerjene v izboljšanje in pa prilagajanje sistema štipendiranja potrebam dijakom ter študentom in pa seveda stremijo nekako k krepitvi znanja in pa razvoja družbe kot take. Že od vsega začetka si aktivno prizadevamo torej za možnost hkratnega prejemanja državne in pa Zoisove štipendije, ker verjamemo, da bo to koristilo pač številnim mladim, ki kljub morebitnemu neenakemu socialnemu položaju se trudijo za svoj nadpovprečni izobraževalni oziroma strokovni napredek. S predlaganimi spremembami si torej obetamo izboljšano dostopnost štipendij za mnoge perspektivne mlade. V tem kontekstu pa poudarjamo in pa tudi srčno upamo, da gre verjeti beseda Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki zatrjuje, da bo sprejetje novega zakona preprečilo tudi znižanje državne štipendije, ki je sicer napovedano z začetkom leta 2024. V nasprotnem primeru pač lahko rečemo, da bo država mladim nekaj dala v en žep, a jim bo iz drugega tudi hkrati nekaj vzela. Poleg tega ponovno pozivamo k iskanju ustreznih rešitev za dinamično usklajevanje, torej zneska štipendije ad future v skladu z inflacijo. Menimo, da stabilnost višine štipendij, da je ta ključna za zagotavljanje dostojnih življenjskih pogojev štipendistov, za preprečevanje njihovega socialnega izključevanja in pa tudi ohranjanje njihove motivacije za trud. Prav tako podpiramo predlog amandmaja državnega svetnika gospoda Žure. Za izboljšanje sistema štipendij se Mladinski svet Slovenije skupaj seveda z ostalimi mladinskimi organizacijami bori že res dolgo, zato upamo, da bo ta naš trud za ustvarjanje boljših pogojev za perspektivne mlade končno obrodil tudi sadove. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za stališče Mladinskega sveta. Zdaj pa res vabim kolega državnega svetnika Drago Čuro, da predstavi predlog amandmaja, katerega tako z navdušenjem podpirajo tudi na ŠOS-u in pa v Mladinskem svetu. Izvoli, Drago. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj upam, da velja tista ljudska modrost, ki pravi v tretje grado. Mislim, da danes tretjič v zadnjega pol leta obravnavamo približno tak predlog zakona, tako da tokrat res upam, da bo šlo do konca vse skupaj. Zdaj, kar se tiče samega amandmaja, moram pa vseeno par stvari pojasniti oziroma dati en moj pogled. V osnovi se vsi strinjamo, da se ta združljivost omogoči kot taka. Poznamo, da sistem Zoisovih štipendij funkcionira na ravni študijskega oziroma šolskega leta za srednje šolce. Za državne štipendije je sistem odprt. Se pravi, posameznik lahko kadarkoli kandidira in okolikor pride skozi vsebinsko sito, tudi prejme državno štipendijo kot tako. Jaz zelo težko sprejmem argument, da to ni izvršljivo v naslednjih 4-5 mesecih iz preprostega razloga. Zoisov štipendist že danes ima štipendijo. On sicer teoretično že danes lahko kandidira tudi za državno štipendijo, ampak bo zavrnjen, ker je prejemnik Zoisove štipendije. Se pravi, ga bo sistem zavrnil. Se pravi, edina sprememba, ki je potrebna v sistemu, je odprava te varovalke. Vsebinsko se nič ne spreminja. On bo še vedno sprocesiran za državno štipendijo, kot bi bil, če ne bi prejemal Zoisove štipendije. Se pravi, mi moramo samo makniti eno varovalko ven in mu spustiti, da ga sistem prebavi, ali izpolnjuje pogoje za državno štipendijo ali ne. Nič ni treba sistem vsebinsko spreminjati, pa ne vem kaj. Tako da ne razumem teh razlogov, zakaj to ni možno narediti prej kot v 5 mesecih. Na kratko od moje strani. Bi pa prosil vse člane odbora, da podprejo predlog amandmaja, ki je bil predložen. Hvala. Hvala državnemu svetniku Dragi Žuro za predstavitev. Zdaj pa odpiram razpravo državnih svetnic in svetnikov. Prva se je javila kolegica državna svetnica Jasmina Opec-Voraš. Izvoli. Hvala, predsednik, za besedo. Vsebinsko smo že veliko govorili o teh spremembah, tako da bi se v tej razpravi osredotočila predvsem na eno vprašanje, ki pa me vseeno muči. Mi smo julija, mislim, da sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo začel veljati januarja 2024. Gre za popolnoma nov sistem pravic in vsega, kar se tiče. To je v bistvu 5 mesecev, da državne institucije lahko spostavijo sistem izvajanja dolgotrajne oskrbe. Zdaj bi pa res prosila za pojasnilo, kakšne tehnične zahteve so pri tem tako zelo zahtevne, da se jih ne da rešiti v nekaj mesecih. Ker gre zakon po skrajšanem postopku, bo verjetno sprejet na novembrski seji, kot ste omenjali, v bistvu boste naročili zunanjemu izvajalcu, potem predvidevamo, da je že zbran, da ni potrebno izvesti javnega naročila.
kakšne so potem te tehnične zahteve, da se za eno tako spremembo rabi bistvi več kot pol leta. Hvala lepa. Hvala državni svetnici Jasmini Opec-Voroš. Še kdo želi razpravljati? Kolega državni svetnik Jožef Školč, izvolite. Jaz bi za spremembo pač rekel, da sem zelo zadovoljen, da so predlagatelji nekako prisluhnili tem stvarem in razrešili neko dilemo, ki je pravzaprav bila dilema dalj časa v administraciji, niti ne drugje, in da smo zdaj pač prišli do tega, da se počasi vzpostavlja sistem, ki bo v enem delu nagrajeval tiste, ki res dosegajo te izjemne dosežke. Seveda imam še nekaj predlogov, ampak ne bom vaše potrpežljivosti preizkušal, ker se mi zdi, da se to ponavadi ne obnese. Moram pa reči, da to dopolnilo, ki ga predlaga kolega Žura, je po moje sprejemljivo in izvedljivo, in da tudi ta argument, češ, da bodo prišli prosilci v neenak položaj, preprosto ne zdrži. Ta argument se je že uporabljal v nekih drugih situacijah, ko recimo pri teh prosilcih za Zoisovo, ki so uveljavljali recimo potrdilo iz, mislim, da leta 19, kjer se je iz tega argumenta, češ, da niso imeli vsi enakih možnosti, zavrnilo vloge tudi tistim, ki so to argumentirali s tem, da so pa nek dosežek v tistem letu dosegli, in sodišče je pač povedalo, da ne gre za vprašanje neenakih možnosti, ampak nepriznavanje dosežkov. In enako se mi zdi, da tu ne gre za nobene vprašanje neenakih možnosti, ampak za to, da se razpre možnost za vse prosilce, in ne vidim nobene težave v tem, da lahko kdorkoli zaprosi za to po tej spremembi zakona, ne v skladu s tistimi možnostmi, ki bodo takrat. Zdaj, ali je informacijski sistem zmogljiv ali ne, to bi jaz lahko verjel, da so težave, glede na to, da tudi se veliko ljudi pritožuje, koliko časa čaka recimo na neko odločbo. Tudi vprašanje, koliko ljudi sploh ima eno in drugo ministrstvo na razpolago, oziroma ta sklad, da to naredi. Mislim, da so tu zagotovo težave, in je vprašanje, kaj res pomeni, če to naložimo, ampak potem bi bilo treba podati odgovor v tej smeri, da preprosto ni ljudi, ki bi to lahko procesirali. Jaz vidim prej odgovor v tej smeri. Bi pa že vnaprej opozoril, da če je zdaj tak problem z tem informacijskim sistemom, ki ga bodo potem uporabljali v dveh skladih, se pravi pri Zoisovi in pri nacionalni štipendiji, in glede na to, kako to vse poteka, da bo kaos naslednje leto, verjemite mi, kar velik. Tako da prosim, da se ne bi potem soočali s tem, da se čudimo, da pač nekaj niste premislili. Te stvari, tako kot jih jaz vidim iz mojih izkušenj z tem, so sicer končane, bodo najbrž uspešno končane v zakonodajnem postopku, ali bodo pa potem lahko izvedene, se bo pa morala koalicija, bom rekel, zelo potruditi, da jih bo spodbujala k temu, da te stvari realizirajo. Hvala državnemu svetniku Jožefu Školču za razpravo. Besedi se je prijavil tudi državni svetnik, podpredsednik državnega sveta, gospod Matjaž Švagan. Izvolite. Hvala, predsednik, za besedo. Spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani gostje. Se v bistvu Jože je povzel preko moje razmišljanje, ki je
kompatibilno. Vsekakor je pa prav, da povem, da sem zadovoljen, da po tolikih letih ali pa mesecih, ne nazadnje usklajevanja, smo dobili en liberalen zakon, seveda v smislu mladim zelo jasno sporočilo, da jim želimo pomagati tudi na tem področju. To, kar je kolega Drago Žura predlagal, jaz vsekakor podpiram in mislim, da mi, ki smo odgovorni za izvajanje tega zakona, da mladim damo sporočilo v 21. stoletju, ker ne bodo mladi sprejeli, ali pa saj sem prepričan, da je 99% jih ne bo sprejeli, da pa država ni možna sprocesirati sistema računalniškega, to, kar je Jožef tudi omenil, ali je problem kje druge. Ne gre za velike številke prosilcev v smislu samega tega operacijskega sistema, če ga lahko tako imenujemo, tako da mislim, da moramo vse sile napeti, da mladim pokažemo, da ta država je sposobna to se sprocesirati do meseca marca. Vemo pa, da o tem govorimo že skoraj 1 leto, o tem zakonu, v prvem zakonu, potem, ki je bil zavrnjen, potem na nov vzpostavljen strani Levice in ki smo ga vsi tudi podprli, in prav je, da bi že tisti, ki so zunanji sodelavci ministrstva, že pripravljali tak operacijski sistem oziroma sistem, ki bo omogočil izvajanje zakona takoj. Tako da jaz podpiram in podprl ta amandma, ker mislim, da je tudi moderni generaciji ali pa mladi generaciji jasno sporočilo, da smo sposobni to narediti in prepričan sem, da lahko to naredimo. Hvala. Hvala državnemu svetniku Švaganu za njegovo razpravo. Zagotovo študenti informatike bi rešili hitro to zadevo, še posebej, ker se gre za njih. Seveda, kadar je drugo vprašanje, ima še kdo od kolegov, kolegic nima, potem zaključujem razpravo in dajem besedo še predstavnici ministrstva, gospe Kaji Pungarčar, če imate mogoče kakšen odgovor, pa mogoče tudi rešitev, da bo šlo tako, kot so naši mladi se predstavljajo. Hvala. Ja, kar se tiče, mi bi z veseljem podprli to, da bi se s 1.3., da bi bili 100% v to, da bo sistem to zdržal, da bi s 1.3. to pač podprli, ne. Ampak glede na to, kakšni so bili odzivi zunanjega izvajalca, v to nismo 100% prepričani in tako, kot je bilo že omenjeno, ne želimo imeti dodatnih težav, kar se tega izvajanja v sistemu tiče, ne. Gre za 2 modula, ki jih bo potrebno povezati in tukaj ni samo, da pač se odpravi blokada tisti, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo, da lahko zaprosijo tudi še za državno štipendijo, ampak potem je še vprašanje različnih dodatkov, dodatek za uspeh, na primer, dodatki za bivanje, dodatek za posebne potrebe, ker ne želimo, da se ti dodatki podvajajo, ne. Tako da to so pač določene težave, ki jih bo treba informacijsko odpraviti, ne, preden bodo zadeve stekle. Tako da to je pač. Hvala. Hvala lepa tudi za vaše izvajanje in kot zadnjemu seveda dajem besedo predlagatelju, to je poslanec gospod Miha Kordiš, izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Popotovanje tega zakona o štipendiranju je precej zabavna zgodba, kako uporabljati politične priložnosti, ko se te pojavijo. In ta prva priložnost je bila ta, da bi v zakonodajo vpisali izenačitev možnosti prejemanja teh Zoisovih in državnih štipendij. Smo se vzeli skupaj nekateri mlajši koalicijski poslanci in smo pognali ta projekt v tek. Nato se je pojavila priložnost, da zamrznemo v tem zakonu še kakršnekoli posege v višino državnih štipendij, katerim sicer grozi, da bi se z 1.1.2024 znižale. Nato je v sliko vstopil še problem ad futura štipendij, ki je bil zaradi ovokonih razlogov sicer finančno podprt na izobraževalnem ministrstvu, ni bil pa administrativno odklenjen. No in zadnja priložnost
da dodatno in bolje uredimo področje štipendiranja, se je ponudila ob pomoči in podpori in pobudi Državnega sveta za to področje priznavanja posebnih dosežkov. Ena točka, kjer pa nismo predlagatelji uspeli prodreti, pa je bil rok uveljavitve tega zakona. Terminsko se je projekt začel odvijati že na pomladi letošnjega leta in želeli smo, da ga spravimo pod streho in na to tudi v izvedbo že do 1. septembra letošnjega leta. Poskušali smo prodreti pri administraciji Ministrstva za delo, poskušali smo prodreti pri administraciji javnega štipendijskega sklada, ampak na koncu dneva smo se mogli soočiti z dejstvom, da šraufanje in prilagajanje administracije za sabo potegne toliko in toliko postopkov in toliko časa, pa če še tako veliko politične volje zberemo. Iz tega naslova načeloma nisem naklonjen predloženemu amandmaju, da bi se del zakona začel izvajati tam z 1. marcem in da bi do določenih ukrepov že takrat lahko štipendisti dostopali. Ne želim, da se nam sistem zaradi tega, ker bi prehitro prilagajali informacijsko infrastrukturo kakorkoli sosedu. Ne gre za eno tabelico, v kateri so urejena štipendijska področja, gre za celoto informacijske hrbtenice, ki drži pokonci naš socialni sistem in to je največja posamezna informacijska hrbtenica, ki jo v tej državi premoremo. Tako da se včasih tudi programersko kodo piše s tresočo roko, ne zgolj zakonodajo. Hvala. Hvala lepa za vaš odziv in pa pojasnilo. Spoštovane kolegice in kolegi, mi pa prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednja predloga sklepov. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide podpira predlagani amandma k 13. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o štipendiranju v novem besedilu ter poziva kvalificirane predlagatelje amandmajev, da ga v nadaljevanju zakonodaje postopka proučijo in kot lastnega predložijo v obravnavo in sprejem matičnemu odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. In drugi sklep, Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o štipendiranju EPA 790/9 v novem besedilu podpira. Bi želel kdo razpravljati o tem besedilu? Vidim, da ne. Gremo na glasovanje. Kdo podpira predlagana amandma? Nas je 9. 8. Kdo je za? 8. Kdo proti? Ne. Ugotavljam, da je prvi predlog sklepa sprejet z 8 glasovi za. Na glasovanje dajem še drugi predlog sklepa, ki se glasi: Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o štipendiranju EPA 790/9 podpira. Kdo razpravljal? Ne. Prehajamo na glasovanje. Nas je še vedno 8. Kdo je za? 8 za. Nihče proti. Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. Razpravo in sprejeta sklepa bomo upoštevali pri pripravi našega mnenja za odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bo tudi na to temo zasedal v torek 7.11. ob 14. uri. Glede na to, da je ob obravnavi tega predloga zakona v prejšnji različici kolega Drago Žuro izrazil željo, da prevzame vlogo poročevalca na odboru, ga sprašujem, če je še vedno pripravljen. Hvala. Ma kdo proti? Ni. S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda. Vsem prisotnim vabljenim pri tej točki se lepo zahvaljujem za udeležbo na seji in vam želim še naprej prijetno popoldne. Prehajamo na obravnavo 4. točke dnevnega reda razno. Danes dopolnem vam je bilo poslano gradivo za točko dnevnega reda Nacionalnega inštituta za javno zdravje za soorganizacijo posveta z naslovom Zdravje danes za jutri.
Pobudnik oziroma o njegovem imenu vodja programa zdaj, Polonca Truden Dobrin, predlaga, da se naša komisija oziroma pristopi k soorganizaciji preomenjenega posveta, kar ocenjuje, da gre za pomembno tematiko. V Sloveniji imamo namreč dobre izkušnje s preventivnimi programi za varovanje zdravja odrasle populacije, medtem ko smo pri preventivnem zdravstvenem varstvu otrok in mladostnikov v precejšnjem zaostanku. Potrebovali bi več ukrepov v tej smeri in več sprememb na področju krepitve upravljanja programa zdaj, zdravje danes za jutri. Namen posveta ste prejeli, pogovarjali smo se, v kontaktu smo bili s podpredsednico naše komisije, ki pokriva zdravstveni del, kolegico Moniko Ažman. Ona je tudi pripravljena ta posvet voditi. Žal je danes službeno odsotna, enako bi pa nagovoril tudi udeležence posveta tudi predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. Seveda, dobili ste to vsebino na klop. Ima kdo mogoče kakšne zadržke pri temu? Sicer v navadi je, da lahko tudi sam kot predsedujoči odločam, ampak gledajte, smo skupaj in je prav, da se v taki temi tudi dogovorimo. Potem bom jaz podpisal ta del in gre v izvedbo tega posveta. Ima kdo zadržke? Nima. Glede na tudi stališče naše kolegice, da je to potrebno, jaz smatram, da je res najbolje, da se to izpelje. Bo pa naslednja seja naša naslednji teden, v četrtek. Imamo pa skupno sejo s Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in obravnavali bomo temo glede zakona o statusnem preoblikovanju vzajemne zavarovalnice. Toliko, da vam že naprej najavim, o čem se bomo pogovarjali. Bi želel kdo še kakšno mnenje, stališče, pobudo? Jaz bi sem vprašala, mogoče kdo se vabi, no? K vzajemni zagotovo te direktorje in pa seveda Ministrstvo za finance. Lahko kar odgovorimo, koga smo vabili. Ja. Sam moment. Če smo kakšnega slučajno preskočili. Je že šel? Smo ga danes dobili včeraj. Ja. Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zdravje, Vzajemna, Sindikat Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, Slovensko zavarovalno združenje, Zavod za zdravstveno zavarovanje. Skratka, vse tiste, ki se jih tako ali drugače dotika. Ima še kdo kaj pod točko razno? Vkolikor ne, se vse skupaj zahvaljujem za prisotnost na 15. redni seji. Vam želim lep preostanek dnevo. Sejo smo zaključili ob 14:45.